Mene umetnost ponovadi ne zanima, ampak če kanvasi izgledajo takole. BMW-jevi art avtomobili so pred kratkim praznovali 50 let in za obletnico so se odločili, da jih bodo prvič v zgodovini zbrali na en kup. Pri BMW-ju doma, v Münchnu, v BMW Weltu, kukar se šika. Skozi leta je nastalo 20 BMW-jevih kanvasov in vsak umetnik je za svojega imel drugačno vizijo. Vse se je začelo pa leta 1975 s Telim CSL-om. En Francoz z imenom, ki ga niti ne bom probal izgovoriti, je imel dve strasti. Derkanje pa umetnost. In Aleksandru Calderju je rekel, moj dirkalnik bo tvoje platno. Z njim je šel tudi derkat v 24 ur Le Mana, ampak na žalost je mogel odstopiti. Za razliko od MN-ke. Točno tale MN-ka je leta 1979 na 24 ur Le Mana dosegla 6. mesto ali pa drugo v svojem razredu. Ampak čeprav je derkala cel dan, jo je Andy Warhol pobarval v 28 minutah. Ne morem reči, da razumem, ampak je pa vseeno kulsko. Tle je drugače en kup avto, ki sem jih ignoriral. Z1, M3 GTR, prototip. Potem je tukaj celo edini BMW, ki je kdaj zmagal na 24 ur Le Mana. Ki so tu zadnje lučke od Z3. Vsak umetnik je za svoj avto našel nek unikaten pristop, ampak verjetno najbolj unikaten je pa številka 17. Tule je pa najbolj unikaten art car, popolnoma neprepoznaven. BMW H2R iz leta 2007. Tle not je minus 10 stopinj. Vsi bi razlagal, da gre originalno poganjal vodik, ampak mene ful zebe, tako da gre ven. To je pa kar mrzlo. Pa še ta zadnji iz leta 2024. Vseh 20 avtov bo do konca avgusta na razstavi tukaj v BMW Weltu, potem se bodo pa spet razpršili po celem svetu.